Okej. Evo, se vse vidi, vse dela? Ja. Dela, v redu je, ja. Ja, okej. Zdaj tako, mogoče začnem s tem, zakaj sem sploh to raziskavo delala, ker, seveda vsi vemo, da je razvoj, promocija pismenosti je v bistvu od nekdaj v srcu poslanstva vsake knjižnice. So pa zdaj take dramatične spremembe v načinu širjenja informacij, komunikacije, ki zahtevajo eno razširjeno vizijo pismenosti, ki pol omogoča ljudem polno sodelovanje v tem današnjem digitalnem svetu. Seveda zdaj v knjižnicah so, skoraj vsaka knjižnica ima kakšen tečaj računalniških spretnosti, učenja računalniških spretnosti. Je pa čas mogoče, da splošne knjižnice dvignejo ta standard, in v bistvu nekako razširijo ponudbo digitalnega opismenjevanja uporabnikov. To na primer tudi pač IFLA, pravi, da bi knjižnice mogle digitalno opismenjevanje obravnavati kot eno svojih temeljnih nalog, in izvedbo digitalnega opismenjevanja uporabnikov ustrezno načrtovati ter jih v bistvu in določiti ustrezen delež proračuna in osebja, kar je seveda najtežja stvar pri vsem temu, a ne. Zdaj mogoče čisto na hitro, kaj sploh je digitalna pismenost. Začetki so v bistvu v 90. letih, ko je bila digitalna pismenost, nekako definirana, da digitalno pismena oseba je zmožna kritično ovrednotiti pridobljene informacije, ne glede na format, in jih pravilno uporabiti v vsakdanjem življenju. To je seveda zdaj že zelo zastarelo. Danes digitalno pismenost v bistvu razumemo kot posameznikovo temeljno zmožnost, da se znajde v digitalnem svetu. Tako imamo na primer ene par kompetenc, ki naj bi jih digitalno pismen posameznik imel, da se smatra kot digitalno pismen. Se pravi, pozna in uporablja digitalne aparature in pripomočke, kot so računalniki, pametni telefoni, tako naprej, in jih zna med seboj povezati. To je v bistvu ena taka čisto splošna. Potem, da uporablja digitalno tehnologijo pri iskanju, upravljanju informacij, da na več načinov komunicira, da obvlada različne mobilne računalniške aplikacije, zna izbrati pravo pot za dosego cilja in loči med resničnim in virtualnim. Se pravi, v bistvu, da se res znajde v digitalnem svetu, a ne. Se pravi, to temeljno računalniško znanje je zgolj podlaga, ki pol omogoča spoznavanje drugih hitro razvijajočih se digitalnih orodij. Se pravi, če samo pozna temeljno računalniško znanje, še ne moremo reči, da je tako zelo res digitalno pismen, ampak je to ena osnovna podlaga. Seveda je treba omeniti tudi informacijsko pismenost, ki je usposobljenost za obvladovanje, iskanje, vrednotenje, interpretacijo in uporabo informacij, kar je zelo podobno tisti prvi definiciji digitalne pismenosti. Pomembno je tukaj vedeti, no, da sta to, se pravi, prepletajoči se, dopolnjujoči se kompetenci, ki se delujeta med seboj, ne tekmujeta, sta pa vseeno ločeni, a ne. Ne moremo pa reči, da je digitalna informacijska pismenost, da je to eno in isto. Tako, to je zdaj pač ena osnova, pa se pa premaknemo na tole raziskavo. Zdaj tako, jaz sem kot raziskovalni vzorec vzela celotno populacijo slovenskih splošnih knjižnic, se pravi 58 splošnih knjižnic na 10 knjižničnih območjih. Sem pa se v bistvu osredotočila samo na to, kaj imajo knjižnice na spletnih straneh. Nisem nič gledala v bistvu, da bi s knjižnicami komunicirala, kaj oni izvajajo, pa nimajo tega predstavljenega na spletnih straneh, ker je bila to res ena taka osnovna raziskava in me je zanimalo samo ta zelo tak površen del, no, kaj dejansko predstavljajo na spletnih straneh. Tako da sem s spletnih strani vseh slovenskih splošnih knjižnic zbrala podatke o njihovih aktivnih programih informacijskega oziroma digitalnega opismenjevanja uporabnikov. Zdaj tako, jaz sem nekako sklepala, da tudi če izvajajo digitalno opismenjevanje uporabnikov, o tem ne govorijo kot o digitalnem opismenjevanju, ampak kot informacijskem opismenjevanju. Tako da sem na spletnih straneh iskala, se pravi, vse digitalno in informacijsko opismenjevanje, pa sem pa to pregledala, da si videla, kaj je kaj.
Za potrebe raziskave sem iz priročnika Digitalna pismenost, vpisniki temeljnih zmožnosti, pridobila seznam splošnih vpisnikov digitalne pismenosti in sem potem ta pridobljen seznam tečajev, delavnic, predavanj, vsega tega, analizirala z uporabo teh vpisnikov. Se pravi, tako da sem za vsak ta tečaj, delavnico, karkoli, me je zanimalo, katerega od teh elementov digitalne pismenosti spodbujajo. Zdaj, če mogoče na hitro, te splošni vpisniki digitalne pismenosti. Jih je 28, so razdeljeni na 5 področij, se pravi na digitalno okolje, informacije in komuniciranje, digitalno ustvarjanje, varnost pa umetna inteligenca in robotizacija in so pripravljeni na minimalni in optimalni ravni, s tem, da se pravi 6 jih ima samo optimalno raven. Tako, se pravi, posameznik, ki dosega minimalno raven pri doseganju teh, je sposoben preživeti v digitalnem svetu, če pa dosega optimalno raven, pa potem sklepamo, da se ne glede na izobrazbo uspešno znajde v različnih življenjskih situacijah, v katerih je potrebna digitalna pismenost. Če takole pogledamo, se pravi, na eni strani imamo minimalno raven, na drugi strani je optimalna raven, pa mogoče čisto tako primer, se pravi, če zna povezovati različne tehnologije in naprave, se pravi, na minimalni ravni to pomeni, da na primer fotografije ali pa videoposnetke, ki jih na telefonu naredi, da je sposoben jih prenesti v računalnik. Na optimalni ravni to pomeni, da obvlada povezovati različne naprave, prenos podatkov se pravi, z vžičnega ali brezžičnega omrežja, se pravi, ni samo tisto osnovno, ampak je majčkeno bolj dodelano. Zdaj, sem poglabljala vse tele. Zdaj, se pravi, jaz sem analizirala tečaje z vseh slovenskih splošnih knjižnic, ki sem jih pridobila, ampak seveda, ker je pa moja knjižnica Mestna knjižnica Kranj, sem se pa majčkeno bolj osredotočila na to. Tako da mogoče čisto samo tako pogledamo, kako je to izgledalo, ne. Se pravi, jaz sem pogledala seznam naših tečajev, ki se je v tem letu izvajalo. Za vsak tečaj imamo v naši knjižnici tudi v bistvu opis, kaj se točno dogaja v tem tečaju, to bo pa Damjana, mislim, da majčkeno še bolj povedala. In sem pač prek tega opisa pogledala, katere te vpisnike spodbujajo. Se pravi, se vidi, da zelo hitro dobimo pogled, no, da je tudi na primer ta, se pravi, tečaj računalnik za osebno rabo čisto osnoven, ima tudi zelo teh veliko elementov digitalne pismenosti, a ne. Čeprav je to v bistvu tudi pri nas, je bilo zaenkrat to zmeraj pod informacijsko opismenjevanje, a ne. Ampak ja, če potem pa dejansko pogledamo, pa vidimo, da to spodbuja zelo veliko digitalne pismenosti, a ne. Zdaj ne, mogoče ne bi glih tegale naštevala tulele, ker ni toliko potrebno. Ampak samo toliko, da vidite, no, se pravi, čisto za vsak pač ta tečaj, delavnico, ki imamo, sem šla skozi in pogledala, katere vpisnike digitalne pismenosti spodbuja določen tečaj, določena delavnica. In s tem sem prišla do zaključka pač, da v Mestni knjižnici Kranj digitalno opismenjujemo svoje uporabnike. Zdaj tako, glede na te pridobljene podatke sem potem knjižnice razvrstila v 6 skupin. V prvi skupini so knjižnice, ki, se pravi, niti na spletni strani, niti na programu dela svojega, če je bil ta objavljen, nimajo nobenih informacij o izvajanju digitalnega opismenjevanja oziroma digitalnega ali informacijskega opismenjevanja svojih uporabnikov. To je bilo 14 knjižnic, kar je zelo velika številka bila, kar me je kar malo presenetilo. Potem v drugi skupini so knjižnice, ki sicer v programu dela ali na spletni strani omenjajo izvajanje informacijskega opismenjevanja, ni pa nobenih podrobnosti. Se pravi, če je bilo kjerkoli na spletni strani ali v programu dela omenjeno, knjižnica izvaja informacijsko opismenjevanje svojih uporabnikov, to je pa vse, to smo dali v drugo skupino. Pa tudi, se pravi, knjižnice, ki so na spletni strani imele en predstavljen program digitalnega opismenjevanja iz prejšnjih let, ni bilo pa podatkov, če se ti programi še vedno aktivno izvajajo. Se pravi, če je bilo en program, pa je bilo tam to datum 2016, ni bilo pa nobenega podatka, da se to še kar naprej izvaja ali da si
tudi leta 2017 ali kakorkoli izvajali, to sem dala v to skupino. No. To je bilo 7 knjižnic. Potem v tretjo skupino sem dala knjižnice, ki so v programu dela ali na spletni strani omenile vsaj enega ali več konkretnih primerov izvajanja digitalnega opismenjevanja, niso bili pa podrobno predstavljeni. Se pravi, na spletni strani je bil ime, ni bilo pa vsebine, ni bilo datuma izvedbe. Se pravi, ni bilo niti datum izvedbe, da bi se v prejšnjih letih dogajal, tako da lahko sklepamo, da se sedaj dogaja, nismo pa čisto točno prepričani, no. Pa seveda, ja, ki imajo knjižnice tudi, ki so imele majčkeno bolj podrobno predstavljeno opismenjevanje, ampak spet ni bilo datuma izvedbe, tako da ne vemo, nismo 100% prepričani, ali se izvajajo zdaj, ali so se v preteklosti, ali se bojo še naprej, no. Takih je 15 knjižnic bilo. Potem četrta skupina so knjižnice, ki imajo omenjeno digitalno opismenjevanje izključno v kontekstu, se pravi, učenja teh informacijskih in digitalnih storitev, ki jih uporabnikom ponuja knjižnica. Se pravi, če uporabniki učijo uporabljati sistem Cobiss Opak oziroma Cobiss Plus, če imajo izobraževanje za aplikacijo mCobiss, za te podatkovne zbirke, ki jih knjižnica ponuja, za portal Biblos pa Audiobook. Prav, če so imele to omogočeno, smo dali to v četrto skupino. V bistvu ta skupina se je izoblikovala med raziskavo, ker jaz nisem pričakovala, da bo toliko knjižnic, ki ima samo to v bistvu, ne. Ki niti nima tako, na primer, se pravi, računalniških tečajev pa tako, ampak res samo ponujajo izobraževanje iz Cobissa večinoma pa Biblos pa Audiobook, no. Ampak ja, se je pa izkazalo, da je bilo to 13 knjižnic, tako da sem jih dala v svojo skupino. Potem peta skupina, to so ta najboljši, so knjižnice, ki imajo podrobno predstavljen program digitalnega opismenjevanja na spletni strani. Se pravi, so predstavljeni različni tečaji, različne delavnice, so točno navedeni datumi izvedbe, tako da vemo, da se aktivno izvajajo še zdaj. No, to je to. Potem šesta skupina, ki je bila pa tudi izoblikovana tako tekom raziskave, so pa knjižnice, ki se pravi, ki na spletni strani govorijo samo o digitalnem oziroma informacijskem opismenjevanju v obliki nestrukturirane individualne pomoči. Se pravi, če samo omenijo na spletni strani, da sproti izobražujejo uporabnike za uporabo aplikacije mCobiss ali pa na tak način. Oziroma, če ponujajo možnost samostojnega učenja z uporabo knjižnične strojne in programske opreme, se pravi, in da je na knjižnica na ta način, da imajo tam računalnike, imajo programe, ki jih lahko uporabljajo uporabniki, ni pa nič to strukturirano izobraževanje. Se pravi, za knjižnice v tretji, četrti in peti skupini sem pa to smatrala, da izvajajo eno obliko strukturiranega digitalnega opismenjevanja. Zdaj, če analizo rezultatov. Se pravi, preden sem raziskavo začela, sem 3 hipoteze postavila. Moja prva hipoteza je bila, da večina slovenskih knjižnic svojim uporabnikom ponuja vsaj en program digitalnega opismenjevanja, tudi če mogoče ta ni tako poimenovan. Se pravi, od 58 slovenskih splošnih knjižnic jih 33 izvaja obliko strukturiranega digitalnega opismenjevanja, tako da je bila moja hipoteza potrjena, če mogoče ne glih s tako dobrimi številkami, kot sem jih pričakovala. Ker ja, jaz sem mislila, da bo majčkeno boljše stanje, no. Se pravi, moja druga hipoteza je bila, da digitalno opismenjevanje v slovenskih splošnih knjižnicah poteka izključno v okviru informacijskega opismenjevanja, se pravi, da knjižnice niti ne omenjajo digitalne pismenosti kot samostojne kompetence. Izkazalo se je, da ena knjižnica, no, se pravi, knjižnica Miklova hiša Ribnica, ima omenjeno digitalno opismenjevanje, kar je bilo prijetno presenečenje. Pri ostalih je bilo pa res samo informacijsko opismenjevanje, no, tako da to je bila delno potrjena moja hipoteza.
Moja tretja hipoteza je bila pa seveda, da Mestna knjižnica Kranj je pri digitalnem opismenjevanju svojih uporabnikov nad povprečjem slovenskih knjižnic. In glede na to, da je naša knjižnica ena od samo 5 slovenskih splošnih knjižnic, ki ima na svoji spletni strani podrobno predstavljen ta program digitalnega opismenjevanja z različnimi tečaji in delavnicami, je bila hipoteza potrjena. Seveda, še enkrat bom omenila, da sem se res samo osredotočila na to, kaj imajo knjižnice na spletni strani. Tako da ne morem trditi, da mogoče kakšna knjižnica, ki na spletni strani nima nič, ima zelo dobro izdelan pač ta program digitalnega opismenjevanja. V tem primeru se opravičujem, da sem jih tukaj zgrešila, no, ampak jaz sem res samo te javno dostopne podatke, ki so na spletni strani objavljeni, no, tako. Pa še mogoče malo zaključkov. Zdaj tako, če mogoče najprej tale pogledamo podatke Statističnega urada Republike Slovenije, se pravi v letu 2021 je samo 20% prebivalcev starih od 16 do 74 let imelo zelo dobro razvite digitalne veščine. Se pravi 30% samo osnovne digitalne veščine, 20% pomanjkljive, 11% skromne, 5% zelo skromne, brez digitalnih veščin je bilo 14% oseb. Se pravi, to je kar velik procent prebivalstva, ki ima izrazito pomanjkanje na tem stanju. Zato je mogoče majčkeno zaskrbljujoče, da samo 5 knjižnic, v bistvu slovenskih splošnih knjižnic, uporabnikom ponuja en program z večjim številom raznolikih tečajev in delavnic, ki so koristne za vsakdanje življenje. Se pravi, 13 knjižnic pa izvajajo to digitalno informacijsko opismenjevanje samo v kontekstu storitev, ki jih ponuja knjižnica. Kar seveda je zelo dobro, ne bom nič rekla tako, no, ampak lahko bi bilo boljše. Se pravi, ne, je ena očitna potreba po digitalnem opismenjevanju slovenske družbe in seveda splošne knjižnice niti pod razno ne morejo te potrebe zadovoljiti same. Bi bilo potrebno, da bi bile ene od temeljnih stebrov podpore na tem področju, kar bi pač lahko dosegle z bolj razdelanimi programi digitalnega opismenjevanja. Seveda, to je lažje reči, kot pa izvesti, no, ampak tako to je. Če pa je naša knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, smo na dobri poti, da to vlogo dosežemo, ker imamo pač dokaj raznolik ta program informacijskega oziroma digitalnega opismenjevanja, ki uporabnikom nudi učenje tako osnovnih kot naprednejših digitalnih veščin. Mogoče še majčkeno od možnega razvoja. Se pravi, pri nas, tako kot lahko sklepam, da tudi drugje, je večina teh udeležencev tečajev in delavnic so večinoma starejši uporabniki. Kar je seveda pomembno, je pa tudi zelo pomembno, da se ne pozabi na mlajše uporabnike, ker samo zato, ker odraščajo v digitalni družbi, še ne pomeni, da imajo dobre razvite digitalne kompetence in oziroma v praksi lahko velikokrat vidimo, da imajo v bistvu še slabše razvite digitalne kompetence kot mogoče nekateri starejši uporabniki. Tako da je zelo pomembno, no, da bi se tudi na mlade osredotočili, je pa seveda problematično jih dobiti v knjižnico, no, to pa vsi, ko v knjižnicah delamo, to vemo, no. Tako da bi bilo mogoče za naprej, pač v naši knjižnici in drugje, mogoče dobro eno raziskavo še narediti v bistvu med mlajšimi uporabniki, da izvemo, kje v bistvu oni sploh čutijo primanjkljaj in da se jim potem mogoče ponudi te tečaje in delavnice iz teh področij. Potem seveda dobro bi bilo tudi mogoče kakšna predavanja in seminarje na teme s področja digitalnega opismenjevanja, ki jih uporabniki sami predlagajo, ne samo, da se jim ponudi eno tako standardno verzijo, ampak da imajo tudi oni tukaj eno besedo. Pa seveda možnost individualne pomoči pri digitalnem opismenjevanju po predhodnem naročilu mogoče, no, to. Evo, pa še en zaključek. V Sloveniji je informacijsko opismenjevanje ena od temeljnih knjižničnih dejavnosti, seveda. V praksi pa potem, če pa pogledamo, se pa izkaže, da v bistvu, da pri teh tako imenovanih programih informacijskega opismenjevanja gre v slovenskih splošnih knjižnicah večinoma za kombinacijo digitalnega in informacijskega opismenjevanja. Tako da meni se je tekom te raziskave porodilo vprašanje, če ne bi bilo smotrno tega temeljnega elementa knjižnične dejavnosti radno nekako preimenovati v informacijsko in digitalno opismenjevanje in s tem nekako to
teoretično podlago, da bi dohitela dejansko prakso, pa tudi potrebe današnjega vedno bolj digitalnega sveta, kjer je digitalna pismenost vedno bolj pomembna, in v bistvu na enaki stopnji, no, kot informacijska pismenost, ker danes je zelo težko eno brez drugega. To je pa to od mene, no, tako da hvala lepa. No, kot je že Kaja povedala, nekako bom jaz predstavila pa naš model do sedaj, 10 let smo ga poimenovali informacijsko opismenjevanje. Ko sem pripravljala v bistvu tole predstavitev, sem ugotovila, da je pa bila tale že res 10. sezona. In ko sva s Kajo debatirali o tem, bomo pač tudi zdaj mi preimenovali ta naš program verjetno kar v digitalno opismenjevanje oziroma pismenost za naše uporabnike. Zanimivo je to recimo, da smo že leta 2014, to se pravi pred 10 leti, ko smo vabili naše uporabnike v knjižnico na usposabljanja, nekako v tem smislu, v tem stilu, kot je tukajle napisano, vabili, kar to pomeni, da živimo v času, ko informacijska tehnologija spremlja vsak naš korak, torej 10 let nazaj. Neskončne minute pogovorov v mobilnih omrežjih, vsakodnevna globalna spletna iskanja, dejavnosti v oblakih, plačevanje računov na klik, druženje z virtualnimi prijatelji v knjigi obrazov, branje elektronskih knjig. Še srečno novo leto si vse pogosteje vošimo preko ekranov računalniških in telefonskih. Težko je presoditi, ali nas vse to bogati ali siromaši, težko je ločiti, kaj nam je v tem pomoč, kaj pa nas le obremenjuje. Vendar nočemo ostati na obrobju, digitalno nepismeni. Dobro je, če smo s sodobno tehnologijo seznanjeni. Še bolje, če smo usposobljeni za njeno uporabo. Torej, že takrat je bilo v bistvu, to en tak velika težava, velik bum, sploh pred 10 leti. Tako da smo se mi pač odločili, da pripravimo te obsežne programe računalniških in drugih usposabljanj, ki smo jih poimenovali informacijsko opismenjevanje. Vanj se lahko vključijo člani knjižnice, otroci, odrasli, tisti, ki informacijsko tehnologijo že dobro obvladajo, in oni, ki z miško delajo šele prve korake. Tako da smo privabili v bistvu, ta program je bil narejen res za vso populacijo, torej od mladih do starejših. Vendar pa, kot praksa kaže, kot je že Kaja rekla, večina so bili uporabniki oziroma učenci, če lahko temu tako rečem, starejši uporabniki, Ker mislim, da so določene generacije, ki pač niso bile še popolnoma nič seznanjene s temi informacijskimi tehnologijami. No, in ta prikaz recimo tukajle, ko sem zbrala malo podatkov, koliko ur informacijskega opismenjevanja smo izvedli od leta 2014 torej do te zadnje sezone, ki smo jo sedaj zaključili. Vidite, da v začetku, to se pravi od 2014 do 2017 je bilo kar veliko število ur, potem pa so se te ure manjšale, ker so se v bistvu v knjižnici pokazale še druge dejavnosti, prioritete, in seveda vemo, da je to pogojeno vse s finančnimi sredstvi, zato so se te ure informacijskega opismenjevanja oziroma usposabljanja tudi zmanjšale. Torej, v 10 letih smo izvedli oziroma organizirali 5400 ur tega izobraževanja. Mislim, da je bilo to kar veliko število
uporabnikov, ki so se, bom rekla, tisti, ki so torej naši člani, oziroma so še vedno naši člani, imajo izobraževanje brezplačno. Torej pogoj, da pristopijo, je članstvo v Mestni knjižnici Kranj, kar moram reči, da je tudi povečalo malce število aktivnih članov v knjižnici, a ne. No, ta naša izobraževanja so bila zelo različna oziroma smo jih razdelili po kategorijah, in sicer ena so torej 30 do 60-urna usposabljanja za odrasle, torej osnovni, nadaljevalni, izpopolnjevalni program in pa potem še četrta stopnja izpopolnjevalnega programa, ki je bila pa za, bom rekla, zelo vešče uporabnike teh programov, torej res nadgradnja vsem tem osnovnim programom. Potem smo organizirali tudi računalniško pismenost za odrasle, torej ta temeljna raven, to je javno veljavni program, kjer so dobili ti ljudje, ki so se tega udeležili, tudi certifikat. Potem so razne delavnice. Mislim, da do sedaj smo izvajali približno 30 različnih tematskih delavnic. Verjetno se sprašujete, kje smo mislim, kdo, ali smo si to sami izmišljevali, oziroma vsebine. Ne, nismo si jih. Uporabniki so nam recimo povedali, kaj bi bilo še tisto, kar je pomanjkljivo, kar bi želeli, da jim ponudimo, in tukajle je tudi kar recimo precej programov, ki so jih predlagali naši uporabniki. No, v času korone je bil zelo pomemben ta tečaj ali pa usposabljanje na daljavo, torej Zoom, osnovni in nadaljevalni. In to so bili prvi v bistvu tečaji, ki smo jih mi v tem času izvajali, ker smo tudi v času korone izvajali zelo veliko programov preko Zooma, a ne, na daljavo. Tudi ljudje so se vključevali in recimo od takrat smo potem še kar nekaj časa po tej krizi, ko v bistvu ljudje ali niso želeli priti v knjižnico, ker so se bali, da bi se kaj okužili ali kakorkoli, a ne. Tako da smo dolgo časa ponujali torej usposabljanja v živo in obenem na daljavo. To je bil kar en tak zalogaj tudi za predavatelja, ampak ker so se strinjali s tem, da ponudimo možnost tudi izobraževanja na daljavo, se je to kar dobro prijelo, in še potem, ko so bile razmere že čisto normalne, je bilo povpraševanje potem, če bi pa mogoče lahko še kaj na daljavo, no, ampak potem smo se pa v enem trenutku odločili, da ne bi več tega usposabljanja vodili na daljavo, ampak samo torej v živo. Kot vidite, je ponudba zelo raznolika. Moram reči, da smo se zamislili tudi nad mlajšimi uporabniki in smo jim ponudili recimo oblikovanje diplomskega dela. Žal smo bili razočarani, mladina vse ve, vse zna, tako da ni bilo nobenega udeleženca. Ponudili smo dvakrat to temo, ampak tudi v drugo ni bilo odziva, tako da potem smo se pa odločili, da ne bi več ponujali tega programa, pa bomo rajši kaj drugega ponudili. Je pa res, da so se pa v druge te naše delavnice, predvsem v te osnovne tečaje, pa prijavljali ne samo starejši, ampak tudi brezposelni. Tako da so v bistvu tukaj imeli brezplačno
usposabljanje za torej informacijsko pismenost oziroma digitalno. Delavnice smo organizirali tudi za osnovnošolce. V začetku recimo 2014, 15, 16 smo organizirali tudi delavnice oziroma računalniške tečaje med šolskim letom. To pomeni, da smo organizirali, ne vem, enkrat tedensko, 1 uro za torej osnovnošolce od 1. do 5. razreda. To je nekaj časa je bilo obiskano, potem je pa v bistvu šolski program, torej v šolski program je bilo uvedeno torej računalniško informacijsko pismenjevanje kot predmet. In takrat smo mi pač to zadevo potem ukinili, ker ni bilo več obiska. In smo organizirali samo še počitniške računalniške šole, torej 10-urne. Vsake počitnice, torej zimske počitnice, poletne počitnice. Potem te, bom rekla, osnovne računalniške tečaje. Potem smo pa videli, recimo, da to osnovnošolci že obvladajo, smo jim pa ponudili še druge vsebine, recimo naredi svojo risanko, Lego robotika, filmske delavnice, vse to je bilo zelo dobro obiskano. Je pa res, da žal lahko, torej mi imamo računalniško učilnico za usposabljanje odraslih in pa za usposabljanje torej osnovnošolcev. 2 računalniški učilnici, za osnovnošolce imamo na razpolago 10 mest, za odrasle pa 15, a ne, tako da pokrili smo pač tolikšno število, kolikor pač je zmožnost naših prostorov. No, in potem še ena dejavnost, ki jo ponujamo, to je pa pomoč uporabnikom računalniških programov. Enkrat mesečno, 1 uro v popoldanskem času so bili torej naši zunanji izvajalci, ki so tudi izvajali vsa ta računalniška oziroma informacijske te dejavnosti, usposabljanja. Torej vsak je imel potem možnost priti vprašati, če je imel problem pri uporabi torej računalniških programov. Večkrat so prišli tudi ljudje, če se jim je kakšen računalnik pokvaril ali pa tiskalnik ali pa kaj takega podobnega. To žal ni bilo mogoče rešiti na teh uricah, ampak če je imel pa kdo težavo pri uporabi teh računalniških programov, pa seveda ni bilo nobena težava. No, mogoče Kaja je naredila raziskavo po spletnih straneh. Mogoče samo en tak kratek prikaz, kako imamo mi urejeno torej te informacije za naše uporabnike preko spleta. Mogoče čisto malo za... A se bo tole, bo. A se vidi? Ne. Ne, se ne vidi. Pol bom pa ostala kar nazaj na predstavitev. No, kje pa si zdaj? Takole, evo, mi imamo, recimo, to je ta vhodna stran na naši spletni strani, a ne. Mi imamo v bistvu imamo napisano oziroma informacije, kako pridemo do kakšni tečaji so, kdaj potekajo, vsebine tečajev, kaj se pri vsakem recimo tečaju naučimo, koliko časa traja, od kdaj do kdaj, kako se prijavimo, kdaj se prijavljamo, a ne, imamo možnost prijave po elektronski pošti,
lahko ljudje pokličejo, potem tudi elektronsko prijavo imamo, tako da vse možnosti jim damo, da se lahko prijavimo, a ne, in preko spleta tudi dostopajo do vseh vsebin, našega usposabljanja. Za tiste, ki ne uporabljajo, ki niso uporabniki, interneta, pa, natisnemo, brošuro, kjer je, ravno to, kar imamo na naši spletni strani, tudi v tiskani obliki, tako da si lahko vzamejo v knjižnici, tiskano, brošuro in ravno tako imajo možnost potem se prijaviti na, te naše tečaje. Pa še mogoče malo o naši, učilnici. Tole učilnica za, odrasle. Zdaj, v učilnici je 15, mest, je kar moderno, bom rekla, kar sledimo, temu, da so računalniki čim bolj, mislim, moderni, da sledimo, a ne, da so z nadgradnjami, da so čim hitrejši, da lahko, gor izvajamo, vse možne zadeve, ki so, zdaj, dostopne. Kdo izvaja, to se pravi, mi imamo za vse to informacijsko opismenjevanje imamo, torej zunanjega izvajalca. In seveda, ker so vse te zadeve pogojene s financami, tako kot sem že prej rekla, je tudi število, torej usposabljanj, število ur usposabljanj, vedno, manjše, a ne, ker vemo, da, so tudi druge, zadeve, ki prihajajo na novo v knjižnice, in seveda moramo ta sredstva razdeliti, na različna področja. Tako da toliko iz naše prakse. Je pa seveda, moram pa reči, da leta 2011 smo se mi preselili v nove prostore, ki so bili, tudi zelo dobro opremljeni in smo imeli s tem, vse pogoje, da izvajamo pač, tolikšno število in toliko, usposabljanj, a ne, ker imamo, pogoje za to. Tako da hvala za pozornost, pripravljeni sva na vprašanja, tako da samo še tole. Ja, hvala lepa. Vprašanj mislim, da zaenkrat ni bilo. Upam, da se bodo še vmes zastavila. Bi jaz mogoče, ne vem, vseeno imela en komentar, da sem pravzaprav po eni strani, anketa raziskava, o digitalni pismenosti v splošnih knjižnicah seveda ni preveč razveseljujoča. Bi pa vseeno rekla, da je najbrž veliko odvisno tudi od, finančnih sredstev, od opremljenosti in, od usposobljenosti kadra, ne toliko neke neozaveščenosti, ali pa neznanja. Ne, seveda, ja, mislim, na koncu vse do denarja pride, no, tako, ja. Ampak ja, saj seveda knjižničarji se tako zavedamo, da to mora biti, to po moje lahko za čisto vsako knjižnico rečemo, da se zavedajo, da si želijo, ampak na žalost ni pogojev povsod, a ne, tako, ker. Ja, in da je ta digitalna pismenost povezana z z velikim finančnim vložkom pravzaprav, ne. Ja. Pa In smo prioritetami, a ne. Ja, zelo Tudi pomembno, a ne, prioritetami, ja. prioritete, kaj so, res tudi opremljenost prostorov. Saj sem rekla, a ne, mi imamo, vse pogoje, a ne, marsikatera knjižnica jih nima, a ne, take pogoje, kot jih imamo mi, zato da lahko izvajamo vse te stvari, a ne. Ja, jaz bi rekla, Ja. verjetno večina knjižnic ali pa, Ja. ja. Ja, a ne, ampak to je Veliko recimo, število, ja. če se zdaj že o tem pogovarjamo, je to malo za razmišljanje, a ne. Ne gre zdaj za neka dejstva, a ne, o tem bomo zdaj razmišljali, ker moramo slediti.
tej digitalni dobi, a ne. Mogoče bo pa kje postala to večja prioriteta za to, a ne, ker se pogovarjamo o tem, a ne. Ja, ampak smo spet pri financah in takoj Ja. tudi pri nekem poslojevanju, ne, Ja. s povezavi s to digitalno pismenostjo, ki pa pravzaprav zelo kroji vsakdanje življenje vsakega od nas. In še to, mogoče še samo to komentiram, da me ta podatek, da je 14% ljudi brez digitalnih veščin, res presenetil, ker se mi pa Ja. zdi res izjemno veliko. In sem Ja. najprej začela razmišljati, da so morda to starejši ljudje, kjer bi mi bilo po eni strani seveda zaskrbljujoče, ampak razumljivo, ampak potem je bil vaš naslednji stavek, da tudi Ja. mlajše generacije ni Ja. nujno, da so digitalno pismene, ne. Ja, se to vidi v praksi zelo veliko, če delaš tako z mladimi, pa to v bistvu kakšna pomanjkanja, ke sploh si ne bi pričakoval, pa jih imajo, a ne, tako, ker nekako so zrasli v svetu, kjer so vsi pričakovali, da vse to znajo, in mogoče jim res kakšnih zadev sploh tega niso pokazali, niso naučili, zdaj imajo pa luknje take, da je kar malo zaskrbljujoče včasih, ja. Res. Ja, in mislim tudi, da je problem, se mi zdi, da sem v Delu zasledila članek in mislim tudi v naslednji številki revije Otrok in knjiga 119, ki še ni izšla, sem zasledila podatek, da mislim, da računalništvo v osnovni šoli ni obvezno. Se pravi, je Izbirna vsebina. fakultativno, ja, in Ja. nekateri otroci končajo osnovno šolo baje, ne da bi bili sploh seznanjeni in Z niti osnovami. računalništvo, ja, z osnovami, ja. Kar recimo, mislim, da smo celo v tistem članku iz Dela, ampak zdaj res po spominu govorim, mislim, da smo ena redkih evropskih držav, kjer računalništvo ni obvezen predmet. Ja, ja. Tudi to bilo za Ja. razmisliti, ne, da res šolski sistem očitno ne zmore opismeniti ne vizualno, ne bralno, ne digitalno, čisto do konca posameznika več. Aha, zdaj pa je, vidim, da je eno vprašanje v chatu, Mateja Keber ga je zastavila: ali vključujete tudi ozaveščanje o dezinformacijah? Zdi se mi, da to absolutno sodi k digitalnemu Ja, opismenjevanju. ja, definitivno to sodi, ja, zraven. Vseh malo vključujemo recimo v te programe, a ne, v teh recimo usposabljanjih. Samo žal ni mladih na teh usposabljanjih, oni pa so tisti, ki bi mogoče, ki bi to jim bilo najbolj treba, a potrebno ne, za to, ja. to povedati, kaj je tisto, katere so dezinformacije, a ne. Jaz recimo, ke imam skupine srednješolcev, recimo, ne vem, jim pripovedujem nekaj o zgodovini knjižnice, seveda jim prepovejo telefone in jih morajo ugasniti in tako naprej, ampak jaz vseeno naredim eno tako nagradno vprašanje, recimo, ne vem, kdaj se je začela knjižnična dejavnost v Kranju, a ne. To vemo, da lahko mi poiščemo, Google vse pove, a ne, in rečem: "No, zdaj pa lahko uporabite telefone in mi povejte, katerega leta bi se to začelo oziroma katere informacijske vire bi vi uporabili." Najprej jih pa to vprašam. Vsi rečejo: "Google vse pove." Vzamejo telefone, potem pa dobim jaz ogromno enih različnih letnic, a ne. In zdaj pol vprašam: "Ja, zdaj, katera je ta prava?" Jaz ne vem. A ste vi prepričani, mislim, katero boste vi uporabili? Kako vi veste, da je informacija prava? A ne. Eni že rečejo pol, da po večih virih pa, a ne, različno, ampak večina pa ne. A ne. In je to problem, je vprašanje na pravem mestu, a ne, s tem se bomo mogli še kar precej ukvarjati, a ne. Seveda pa mladina je pa tista, ki jo težko Ja, dobimo v saj to je, knjižnice ne in pomaga, če imamo ja. dobre tečaje, če se noben ne Ja. udeleži teh tečajev, a ne. Ja, ampak mislim, da so te dezinformacije so pri vseh nas seveda problem, ampak mogoče pri mladih še vseeno večje, ker mi imamo vseeno
to mi govorim starejše generacije, vseeno neko predznanje, mogoče neke oporne točke, ker se malo lažje mogoče prebijamo skozi te številne informacije, no, kot mladi, ki so po moje bolj na udaru, ali pa se motim, ne vem. Ja, mladi so na udaru s temi aplikacijami, a ne? Ja. Aplikacije so problem. S psihologi sem se pogovarjala glih zadnjič, a ne, ke se ukvarjajo s tem, koliko aplikacij, kakšne aplikacije mladi uporabljajo, katere so dobre, katere niso dobre. In psihologinja, ke se samo s tem ukvarja, je rekla: "Jaz poznam 20 aplikacij, ampak baje jih je že 30 in več." Kako naj mi potem sledimo mladim in jim rečemo: "Glej, tole ni dobro." Če jih Ja, še ne. poznamo, ne, a ne? In ker to Nemogoče se je, tako ja. hitro razvija.